Dom starejših občanov v Gori Radgoni bo januarja 2013 odprl novo enoto, v katero bodo sobe opremljene s tehničnimi pripomočki za osebe z okvaro sluha. S tem korakom bodo pripomogli k razširitvi ponudbe v institucionalnem varstvu v Sloveniji, predvsem pa k zagotavljanju enakega dostopa do storitev osebam z okvaro sluha. Gluhi si tudi želijo, da bi čim več bivalo skupaj v istem domu, da bi lahko se komunicirali med seboj, saj sicer večinoma osamljeni. Želeno je še, da se takšne enote zagotovi tudi drugod po Sloveniji. Končno so tudi gluhi in naglušni dočakali ta trenutek, da pač imajo enakopravno dostopnost do blaga in storitev v segmentu varstva starejših, predvsem v domovih. In to je to, da se odpira oddelek v Gornji Radgoni za gluhe in naglušne. Ideja je bila že nekaj let, ampak osnovna ideja je bila, da bi se dom zgradil v Ljubljani, ležišče nekje 150, kapacitete 150 mest, ampak jaz sem vsega začetka smatral, da to ni prava rešitev, ker bi zopet gluhi bili samo na enem mestu, recimo v Ljubljani. Gluhi pa živijo po celi Sloveniji in uporabljajo, potrebujejo take storitve tam, kjer živijo. Dom starejših občanov, kjer pač prebivajo tudi gluhe in naglušne osebe, rabi določene prilagoditve in pa določene tehnične pripomočke. Mi smo v dogovoru z vodstvom Doma starejših v Gornji Radgoni pripravili eno, da bi rekel promocijsko, ampak eno predavanje, kjer smo zaposlene seznanili z gluhoto, z naglušnostjo, kako se to premaguje, kako se komunicira s takimi ljudmi. Opremili bomo v začetku sobe, tam, kjer bodo prebivali z določenimi tehničnimi pripomočki, teh je 4 ali 5, svetlobni zvonec, bi rekel, TV zanka, ure z bliskavico, ura z vibratorjem, se pravi, tiste najnujnejše zadeve, tiste tehnične pripomočke, brez katerih gluha naglušna oseba v domu ali pa kjer ne more funkcionirati oziroma da dosti lažje funkcionira. Dom starejših občanov Gornja Radgona je odprl vrata prvim stanovalcem v letu 2008, februarja meseca, kar pomeni, da bomo kmalu praznovali 5. obletnico obstoja. Kapaciteta doma je 150 ležišč, in sicer v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah. Zgradba samega doma je pa umeščena v, mislim, da čudovito naravno okolje v neposredni bližini reke Mure in je z mestnim jedrom povezana s parkom, ki so ga uredili lansko leto proti koncu leta. Stanovalci bivajo v negovalni in bivalni enoti ter na enoti s povečano pozornostjo, ki je namenjena stanovalcem z Alzheimerjevo boleznijo oziroma dementnim stanovalcem. Kot posebnost našega doma pa seveda predvidevamo, da bo v mesecu januarju prihodnjega leta odprta posebna enota za gluhe in naglušne osebe, kar mislim, da je dejansko neka posebnost v institucionalnem varstvu v Sloveniji. Zaenkrat načrtujemo, da bi v prvi fazi sprejeli morda 20 stanovalcev, ki so seveda slušno prizadeti, vendar pa zanje so potrebne namreč posebne prilagoditve, od indukcijske zanke, ojačevalca do svetlobnih efektov, pa seveda tudi to, da se morajo naši delavci oziroma moji sodelavci z menoj vred doizobraziti za sporazumevanje. Zato v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Murska Sobota izvajamo tečaj znakovnega jezika. Prav tako načrtujemo tudi, da bomo verjetno
preko programa javnih del, tako predvidevam, zaposlili koga iz te populacije. Kot je meni znano, stanje v domovih za starejše ljudi, še posebno za gluhe, po mojem prepričanju zelo slabo. Predvsem zato, ker brezločni domovi, kjer so gluhi, so običajno po eden ali dva slučaj, te dva skupaj. Za gluhe to ne sprejemljivo. Gluh je kot vsak človek je socialno bitje, potrebuje družbo sebe enakega. Še takrat, ko ima bližino nekoga, s katerim se lahko sporazumeva, šele takrat je človek zadovoljen z vsem, kar se mu dogaja vsak dan. Glede vsakodnevnega vključevanja gluhih med stanovalce doma, jaz mislim, da so gluhi zelo izolirane. Predvsem nobeden v domu ne obvlada znakovne govorice, znakovnega jezika. Gluhi se ne morejo vključevati, ne slišijo. Drugič, ljudje govorijo, tudi ne morejo odčitavati. Vsakodnevne aktivnosti, kot meni poznane razmere, sem bila še na obisku v domu. Gluhi ne morejo nikakor vključiti. Ne pri debatni krožki, pri različnih predavanjih, kar vse imajo v domu, razen mogoče ima kakšne rojstnodnevne zabave, to še, ampak samo v smislu, da se malo poveselijo, da zdravijo. To lahko, drugače pa vsakodnevno za gluho populacijo ni mogoče. Za mene bolj bi bila zadovoljna beseda, če bi bilo 5 gluhih skupaj, da bi se lahko med sabo pogovarjali. Če pa v domu so kakšne aktivnosti, bi pa dom, če nekdo že obvlada govorico, potem on ne more razlagati celoti, ampak bi poklicali tolmača, bližnje društvo bo sigurno poskrbelo, pa ta tolmač pa potem gluhim razlagal vse, kar se zanimivega dogaja. V začetnem pogovoru, ko smo ga imeli z predstavnico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in vodstvom tu, se pravi, je to pilotski projekt za celo Slovenijo. Kako se bo ta pilotski projekt, po domače povedano, izšel, kako bomo uspešni, bo najbrž odvisno tudi nadaljnje širitve. Mi si želimo, ker sem povedal že prej, da pač gluhi in naglušni živijo širom Slovenije in vsak se počuti najbolje v domačem kraju, da bi pač še kakih 5-6 enot po celi Sloveniji bilo odprtih, da bi imeli gluhi, kot sem uvodno rekel, enako dostopnost do blaga in storitev. Ministrstvo si v sodelovanju z domovi prizadeva, da bi kapacitete institucionalnega varstva starejših čim bolj prilagodili potrebam njihovih stanovalcev. Torej tudi gluhim in naglušnim, ki do sedaj niso imeli prilagojenih enot ali pa domov. Mislim predvsem na prilagoditev v smislu tehničnih prilagoditev in pa seveda tudi ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra. Ideja po prilagojeni enoti je nastala seveda v okviru Zveze društev gluhih in naglušnih v Sloveniji. Ministrstvo bi želelo v naslednjem letu pridobiti širitev kapacitet, da bi lahko vsaj
3 ali 5 lokacijah po Sloveniji organiziralo podobne enote. Zato bomo v naslednjih dneh tudi pozvali ostale domove, da pokažejo interes na tem področju in da potem seveda mi pristopimo pač oblikovanju zahteve za širitev kapacitet za potrebe gluhih in naglušnih v Sloveniji. V času splošne recesije in gospodarske krize, ki se odraža tudi v domovih Slovenije, v domovih starejših, je vedno bolj potrebno nekje iskati alternativne rešitve, saj stanovalci odhajajo, predvsem zaradi tega, ker niso sposobni plačevati niti stanovalci sami, niti njihovi svojci storitev v domovih za starejše osebe. In čeprav imamo v domu Gornja Radgona še trenutno vse postelje zasedene, vendar je pa, mislim, da oblikovanje enote za glušne in naglušne ena pridobitev, s katero bomo seveda razširili ponudbo in si s tem poskusili ustvariti pogoje za normalno poslovanje našega doma. Člani Lions kluba iz Murske Sobote, Lendave in Ljutomera so iz tega naslova namenili tudi določena sredstva, mislim, da bo okrog 2000 evrov, ki jih bodo podarili v ta namen, da lahko tehnično opremimo prostore. Tem, da bodo določene prilagoditve prišle prav tudi ostalim stanovalcem, pa sploh ne dvomim, zaradi tega, ker tudi v naših domovih je večina stanovalcev že malo slabše sliši, ne. Zaenkrat pa želimo, da bi nam vsem skupaj uspelo in to predvsem v zadovoljstvo tistih, ki potrebujejo naše storitve. To se pravi tudi prijazno in mirno okolje ter dobro počutje tukaj v domu starejših občanov v Gornji Radgoni.